Ja, res je. Vsi nasprotniki so v zadnjem času bili že naš nasprotnik. Mi se zavedamo moči vseh nasprotnikov, ki jih imamo v tej skupini. Sigurno to ni lahka skupina in sigurno je skupina, v kateri Slovenija ni favorit. Ampak ob zavedanju kvalitete nasprotnikov se moramo predvsem zavedati tudi svoje kvalitete. Dobro izplanirati zdaj vse skupaj in pripravljalne tekme in mesto, v kateri bomo bivali na Evropskem prvenstvu. Ogromno je to dela, ampak to je meni sladko delo. Jaz se veselim vsega tega, predvsem se veselim Evropskega prvenstva. Izziv je nenormalen. Ne vem, kaj je lahko še večji motiv, kot igrati proti takšnim ekipam. Res je, da poznamo mi njih, res je, da poznajo tudi oni nas. In ravno zaradi tega mogoče Angleži so nam vedno nekje pobegnili. Z Danci smo igrali pred par dnevi. Srbija je nasprotnik, ki nas je že dobro osramotil, pa smo jim potem na nek način vrnili v Ljubljani. Tako da, ja, polno izzivov. Favoriti sigurno nismo v tej skupini. Ujela vas je kamera, ko je Sloveniji pripadla skupina C, pa se je širok nasmeh razlezel na vašem obrazu. Me zanima, ali ste bolj uživali zdaj kot leta 2009, ko ste bili prav tako v tej vlogi, ko je Slovenija čakala na tekmece na žrebu za svetovno prvenstvo. Ste bili morda zdaj bolj sproščeni, ker ste že vedeli, kako vse skupaj poteka? Ma dobro, jaz se niti več ne spomnim, kako je že tisto izgledalo s tistimi kroglicami. Tukaj so dosti časa mešali, niso najboljše zmešani, lahko bi boljše zmešali vse to skupaj, ampak juha je zdaj zmešana, zdaj je treba fino začiniti vse skupaj. Ampak vse sem že povedal, nam je to en privilegij, nam je to eno priznanje, nam je to en izziv.